Z rojaki Slovenci po vsem svetu. Utrip njihovega vsakdanjega življenja spoznavamo v oddaji Brezmejno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, takole z oddajo Brezmejno smo se preselili v Beograd, glavno mesto Republike Srbije. Z nami je in lepo ga na zvezi pozdravljam Boštjan Božič z lektorata na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu. Boštjan, lep pozdrav, dobrodošli v oddaji Brezmejno. Lepo pozdravljeni, lep pozdrav iz Beograda. Slovenski jezik poučujete na tej fakulteti in to že od študijskega leta 2022-2023, kar pomeni, da napram nekaterim drugim sogovornicam in sogovornikom poprej v teh oddajah ste sorazmerno mladega staža na tej fakulteti. Res je, torej na Filološki fakulteti sem od študijskega leta 2022-2023, ampak imam že več let izkušenj s poučevanjem tujcev v tujini, saj sem bil pred lektoratom v Beogradu napoten že leta 2008 v Bukareštu, na univerzo v Bukarešti v Romunijo. Tam sem potem vztrajal 8 let in pol. In potem se je pokazala priložnost in sem leta 2017 odšel v Moskvo na univerzo Lomonosov, kjer sem bil 5 let, no, sedaj sem pa od leta 2022-2023 v Beogradu kot napoteni lektor z Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Boštjan, številne izkušnje, dobro, Romunija je nekaj drugega, rekli ste Rusija, sedaj Beograd, vendar je, ko nam boste malce predstavili vaše delo na fakulteti, naloge, tudi poslanstvo in vse ostalo, je pa, ker govorimo seveda v Srbiji o slovanstvu, v slovanskem jeziku, morda nekaj lažje poučevati študente od tam, kot pa recimo nekje, bom rekel, v baltskih državah ali pa recimo v Španiji. No, že v Rusiji je bil slovanski svet, no, Romunija res da romanski, ampak ja, morda na prvi pogled lažje, drugače, sicer pa kar izziv tudi v slovanskih jezikih. Meni je bil predvsem velik izziv, da potem, ko sem dolga leta v romanskem svetu poučeval slovenščino kot drugi in tuji jezik, sedaj sem se potem prestavil najprej v Rusijo, potem pa zdaj v Srbijo, ampak moram reči, da vseeno so razlike, ampak potem prilagodiš proces poučevanja tako, da potem nekako gre lažje. Zdaj, Boštjan, vi imate to na fakulteti kot reden predmet ali izbirni ali fakultativni, kaj jaz vem, ne vem, več vrst je tega. Študenti lahko izbirajo reden študij tega, lahko pa tudi kot takole izbirni predmet. Bržkone je tako pri vas tudi v Beogradu. Ja, tako je. Imamo več možnosti, torej študentje imajo več možnosti. Torej, najprej naj povem, da na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu pouk slovenščine poteka na oddelku za splošno jezikoslovje. Tak sistem je od leta 2006-2007, ko se je uvajala bolonjska reforma, in po bolonjski reformi je naša profesorica, ki je vodja tega slovenističnega lektorata tukaj v Beogradu, profesorica Maja Đukanović, dosegla, da je slovenščina na oddelku za splošno jezikoslovje in od leta 2006-2007 lahko na oddelku, torej študentje, ki so se vpisali na oddelek za splošno jezikoslovje, študirajo smer splošno jezikoslovje
lahko izberejo slovenščino kot glavni jezik, kot glavni tuji jezik, poleg te osnovne svoje smeri. No, to so študentje, ki potem lahko 4 leta poslušajo slovenščino, se učijo oziroma študirajo slovenščino. Poleg teh študentov, ki imajo slovenščino kot glavni jezik, pa je še množica študentov z celotne filološke fakultete, ki lahko izberejo, torej, ki morajo v določenem letniku izbrati slovenščino oziroma enega od jezikov, svetovnih jezikov, torej vseh jezikov, ki se poučujejo na filološki fakulteti, kot izbirni predmet in ga poslušajo nekateri odvisno tudi od oddelka, praviloma ga poslušajo 4 semestre, torej 2 študijski leti, nekateri samo 1 študijsko leto, tako da teh študentov je tudi zelo veliko, ki imajo slovenščino, ki si slovenščino izberejo kot obvezni izbirni predmet. Obstaja tudi možnost fakultativnega učenja slovenščine in potem študentje, ki imajo slovenščino kot glavni jezik in se ga učijo, torej študirajo 4 leta, lahko potem nadaljujejo tudi na magistrskem in potem celo na doktorskem študiju. Sodeč, Boštjan, kar ste povedali, je zanimanje precejšnje v Beogradu za slovenščino. Ja, zanimanje je zelo veliko. Z vpisom nimamo nekih težav, moram reči. Zdaj, res je, da v določenem letniku študentje, ki študirajo katerokoli študijsko smer, morajo izbrati nek izbirni jezik, tako da tudi zaradi tega imamo lepo število študentov, ampak tudi zelo jih zanima, no. Torej, Srbija je relativno blizu, stiki so še kar ohranjeni, tako da vidijo neko priložnost, zakaj pa ne slovenščina. Znotraj seveda, ali pa glavno, je poučevanje, seveda pa vi organizirate tudi druge reči, znotraj tega recimo znanstvena in strokovna razna predavanja, pa spoznavanje slovenske kulture na splošno, tradicije, zgodovine in verjetno v sklopu teh dodatnih aktivnosti povabite koga iz Slovenije v Beograd, da malce zadevo še bolj predstavi, da je malo bolj pestra. Nenazadnje pa se v velikih državah oziroma deželah prakticira, da tudi študentje včasih pridejo na kakšno ekskurzijo v Slovenijo. Vsekakor delo učitelja slovenščine na tuji univerzi, torej na lektoratih, ni zgolj poučevanje v razredu, tako da mi se zelo trudimo, da torej študentom približamo delček slovenske kulture, slovenskih realij, torej ne poučujemo samo jezika. Tako da v tem smislu velikokrat povabimo koga iz Slovenije, da nam približa, torej iz prve roke pridejo, potem nam približajo te slovenske realije. Prihajajo tako, torej trudimo se vabiti tako torej literate kot predavatelje z slovenskih univerz, skratka, ljudi, za katere menimo, da lahko potem študentom prikažejo delček tega, kar mi v Sloveniji živimo. Seveda ste povezani tudi z drugimi inštitucijami, kot je Ministrstvo za zunanje zadeve, kot je verjetno Urad za Slovence po svetu in v zamejstvu, pa seveda številnimi, kot ste dali, našimi kulturniki, filmskimi ustvarjalci in tako naprej. Nenazadnje je Beograd pravzaprav središče tega dela Balkana. In pa seveda povezani ste tudi bržkone z Slovenci, ki živijo v Beogradu, društva, kakšne skupine, ki jih potem verjetno tudi povabite,
pa tudi verjetno oni vas na kakšne njihove prireditve. Ja, vse to, kar ste rekli, drži. Sodelujemo z različnimi institucijami, tako v Sloveniji kot tukaj v Srbiji. Torej, vse te institucije sodelujejo z nami, mi z njimi. Torej, kot ste že omenili, v Sloveniji zunanje ministrstvo, torej, ki potem ima tudi veleposlaništva po svetu, tako da zelo dobro sodelujemo tudi z veleposlaništvom Republike Slovenije v Srbiji. Zelo so naklonjeni delu lektorata. Torej, vsako leto tudi z gospo na veleposlaništvu, ki je zadolžena za stike, za kulturo in medije, z gospo Ireno Herak zelo dobro sodelujeva. Vsako leto me tudi povabijo na Evropski dan jezikov, ki ga že vrsto let organizirajo tudi v Beogradu, in tam pomagam potem predstavljati Slovenijo, slovenščino skozi različne igre, torej ljudem, ki pridejo na stojnice in se zanimajo za Slovenijo in za slovensko kulturo. Potem seveda deluje v Srbiji tudi Društvo Slovencev Sava. To je društvo, v katerem so torej ljudje, ki so povezani s Slovenijo po poreklu tudi Slovenci in prijatelji društva tudi seveda. In v Društvu Slovencev Sava se dogaja veliko aktivnosti. Boštjan, zdaj lektorat ni samo v Beogradu, je tudi v Novem Sadu, ne? Še drugi v Republiki Srbiji. Seveda kontaktirate bržkone tudi tam z kolegom, kolegico, ki je v Novem Sadu glede seveda poučevanja slovenskega jezika. Ja, tudi v Novem Sadu teče lektorat slovenščine, vodi ga profesor Željko Markovič. Seveda se tudi povezujemo, ampak omenil bi tudi to, da prej sem omenjal slovenska društva. Torej, v Beogradu deluje Društvo Slovencev Sava. Vseh društev v Srbiji pa je trenutno 17, zelo veliko, torej po vsej Srbiji so ta društva. Prvo društvo je nastalo prav v Novem Sadu leta 1997 in potem drugo društvo je bilo ustanovljeno leta 2001 prav v Beogradu, Društvo Slovencev Sava. Torej, v Novem Sadu je Društvo Slovencev, ki se imenuje Kredarica, tukaj je Društvo Slovencev Sava od leta 2001. In tudi v okviru teh društev poteka pa ne lektorat slovenščine, ampak dopolnilni pouk slovenščine. Dopolnilni pouk slovenščine pa pomeni, da na dopolnilni pouk pa prihajajo ljudje, torej od otrok do odraslih, ki imajo slovenske korenine. Torej, in so člani teh društev, ki delujejo, in tudi v okviru tega dopolnilnega pouka sta v Srbijo napoteni dve učiteljici. Torej, v Novem Sadu deluje učiteljica Rud Zlobec, ki poučuje ne samo dopolnilni pouk, ne samo v Novem Sadu, ampak še v drugih društvih na severu Srbije. Torej, se vozi od tega društva do društva in skrbi za poučevanje slovenskega jezika in tudi organizira kulturne prireditve. No, v Beograd pa je kot učiteljica dopolnilnega pouka napotena iz Slovenije
učiteljica Lena Vastl, ki pa pokriva ta osrednji del Srbije in pa tudi proti jugu. Torej, tudi enkrat na teden se zapelje do Niša. No, v nekaterih društvih pa poučujejo dopolnilni pouk nenapoteni učitelji, torej učitelji, ki tukaj oziroma člani društev, ki tukaj živijo v Srbiji in so Slovenci in potem poučujejo po teh društvih, ampak napoteni pa sta dve učiteljici. Tako. Ampak to ni v okviru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ampak Zavoda za šolstvo. To je pač drug program. Druga inštitucija. Ampak tudi zelo dobro deluje in seveda mi potem tudi z temi društvi tukaj v Beogradu, predvsem z Društvom Slovencev Sava, zelo dobro sodelujemo. Tudi ko prihajajo k nam na obisk kakšni gostje iz Slovenije, ki jih jaz povabim ali pa ki jih povabimo na lektorat, potem organiziramo velikokrat tudi srečanja teh gostov naših na društvu, v prostorih Društva Slovencev Sava, in potem tja lahko pridejo tako študentje kot slušatelji dopolnilnega pouka, skratka do drugih članov Društva Slovencev, tako da potem nekako združimo in skupaj nekako promoviramo to slovensko kulturo, jezik in govorimo o teh stvareh. Zdaj, Srbija je tudi po svoje specifična. Nenazadnje zgodovina druge svetovne vojne, veliko Slovencev je bilo izgnanih v Srbijo in kasneje je bilo veliko slovenskih mest pobratenih z srbskimi mesti. To je bilo svoj čas kar množično obiskovanje iz kraja v kraj, vsaj enkrat letno smo krajani enega kraja pobrateni šli v Srbijo, potem so prišli k nam, to so bili tedni slovenske kuhinje v Srbiji, pa tedni srbske kuhinje pri nas, da govorimo o kulinariki, ki je pač seveda nam nekako najbližje. Tudi to je ena specifika, ki še ohranja bržkone, vsaj v določenih mestih, stik Slovenije in Srbije. Ja, zagotovo. Torej, Srbija je del, seveda, bivše skupne države, tako je, in zagotovo so neke vezi še toliko bolj močne in še dandanes ohranjene. Se pravi, ravno v teh društvih Slovencev zelo velik poudarek dajejo temu, da se ta stik ohranja tam, torej v teh društvih v ta društva so včlanjeni, torej Srbi, ki so slovenskega porekla, ki živijo tukaj, torej to zdaj že več generacij, torej pri zadnjih generacijah se je morda že slovenski jezik malce izgublja, zato tudi ta društva Slovencev, ki so po vsej Srbiji, da bi ta jezik vseeno ohranili tudi skozi dopolnilni pouk slovenščine. Zadnja leta veliko poudarka dajejo mladim, torej trudijo se v teh društvih, da bi privabili ponovno mlade, tudi take, katerih starši so morda že pozabili jezik, ne govorijo jezika, pa bi morda sedaj vseeno, nekateri mladi se pa zelo zavedajo teh svojih korenin in zato radi prihajajo. Se mi zdi tudi v Beogradu, opažam, da kar veliko mladih, tudi zadnja leta učiteljice govorijo, da je zanimanje za dopolnilni pouk tudi zelo veliko in predvsem tudi že osnovnošolci, srednješolci prihajajo, pa tudi z namenom, da bi morda potem po
po koncu srednje šole, recimo nekateri že takoj odšli študirati v Slovenijo, tudi kar lepe možnosti so, torej študija, tako da se nekako pomlajujejo tudi ta društva, imam občutek, no, da je ta namen počasi dosežen. Seveda je pa treba vložiti veliko truda, torej in učiteljice in učitelji, ki poučujejo dopolnilni pouk, seveda prirejajo veliko aktivnosti, da bi potem tudi to nekako dosegli. Boštjan Božič, še ena specifika je recimo Republike Srbije, seveda pisava, ne? Cirilica je uradna, ne? Zraven latinice, seveda ne predstavlja to nekih težav študentom, recimo, ki so domačini, ki so iz Srbije. Ne, ker oni imajo torej obe pisavi, torej tudi če greste v knjigarno, boste videli nekje, se mi zdi, da sedaj že celo se mi zdi, da ko takole gledam, več publikacij, torej več knjig je natisnjenih celo v latinici kot v cirilici. Je pa torej, ko pa gre za neke uradne dokumente, tudi na fakulteti, ko dobimo neke dopise, torej obvestila, vse to pa je še vedno, torej to pa je v cirilici, ja. Tako da z pisavo seveda potem ni težav, ko mi začnemo tukaj s poukom, tako da oni dejansko preklapljajo to skorajda nezavedno. Boštjan, ne morem mimo vprašanja, pa ne bova posegala na to področje. Je kaj okrnjeno poučevanje? Je kaj glede situacije politične, študenti so gonilna sila vseh teh protestih na beograjskih ulicah, v Novem Sadu, se kaj to pomanjkanje, da so več morda na ulici kot pa pri predavanjih pozna? Kakšna je klima pravzaprav znotraj fakultete? Ja, študijsko leto 2024-2025 je bilo res kar turbulentno, saj kot veste, ste slišali, videli, prebrali, gledali, ali so se dogajali ti študentski protesti, blokade fakultet so bili, tako da kar turbulentno obdobje smo imeli. Spomladi sploh še nismo vedeli, kako se bo vse skupaj končalo s študijskim letom, ali bomo študijsko leto sploh lahko končali. Saj so bile fakultete dejansko zaprte, blokirane, tam so bili študentje, ki so protestirali oziroma se borili za neko boljšo prihodnost. Ampak se je potem situacija nekako uredila, da smo vseeno lahko končali študijsko leto. Študijski koledar se je seveda potem spremenil, tako da smo imeli predavanja potem celo do polovice avgusta, tako da smo lahko nekako naredili neka nadomeščanja, tako da smo pripeljali vseeno študijsko leto 2024-2025 nekako približno v normalnem tempu do konca. In potem so bili, torej ves september, ves oktober je bilo potem potekalo izpitno obdobje, tako da smo novo študijsko leto, torej to študijsko leto 2025-2026 začeli šele zdaj z novembrom, ampak trenutno izgleda tako, da so se študentje ponovno zbrali, mislim, da se počasi razmere umirjajo. Jaz res upam, da ne bo spet kakšnih pretresov, čeprav še vedno je stanje v Srbiji na političnem področju kar razburkano, ampak no, bomo videli. Zaenkrat smo začeli lepo, študentje so v skupinah, tako da
Upamo na najboljše, no. Kaj reči, Tako, vse dobro, ne? tako, Vse dobro, tako, Boštjan, ne? hvala, ja, tako. Ja. Zdaj, greva še malce takole bolj k vam, kolikor je prostega časa ali ga ni, ne vem. Beograd je seveda kot vele mesto s kupico priložnosti, muzeji, gledališča, opere, ne nazadnje tudi precej zelenja v Beogradu, menda je čez 60 javnih parkov v Beogradu. Boštjan, skoriščate kaj to za prosti čas, vas kaj tega zanima ali pa ste bolj takole raje doma ali pa morda celo na šport odhajate? Mislim, vse to, kar ste rekli, seveda, torej, Beograd je mesto, ki ne spi, zelo živahno, veliko se dogaja v Beogradu, tako da s pridom izkoriščam vse to. Torej, zelo me zanima kultura, zelo rad se tudi sprehajam po ulicah Beograda. Torej, v Beogradu je tudi veliko festivalov, kot sem že rekel, veliko se dogaja tudi na kulturnem področju. Ves čas so kakšni festivali, prireditve, dogodki, predstavitve in kar veliko, moram reči, da se udeležujem raznih gledaliških predstav, raznih festivalov, ki so povezani z gledališčem. Tako da, ja, s pridom izkoriščam te možnosti. Velikokrat tudi gostijo kakšne skupine iz Slovenije, torej ne povabimo samo mi ali pa na Društvo Slovencev, torej k dopolnilnemu pouku, ampak seveda v sklopu različnih festivalov, ki se dogajajo tukaj pri nas, so udeleženi tudi razne skupine iz Slovenije, razni umetniki tudi so že gostovali tukaj, torej ne na naše povabilo, ampak v sklopu nekih festivalov. Potem ravno včeraj sem bil na projekciji nekega slovenskega filma, ki je torej gostoval, bil prikazan tukaj na festivalu, ki ravno v teh dneh poteka, torej festival, nek filmski festival v Beogradu, ki je že tudi tradicionalen. Tako da bila je povabljena tudi ekipa, tako da potem imamo tudi na tak način možnosti. Velikokrat moram tudi sam spremljati, kaj se dogaja, kdo prihaja v Beograd, tako da potem lahko tudi naše študente opozorim, pa potem včasih gremo tudi skupaj kaj pogledati in obiskati kakšno prireditev. Morda za konec takole, Slovenci smo bojda precej nori na balkansko kuhinjo, seveda ne gre brez tradicionalnih jedi. Me pa zanima, kako, Boštjan, je z slovensko kuhinjo, recimo v Beogradu. Obstaja kakšna slovenska restavracija, kjer bi se dalo dobiti, kaj jaz vem, nekaj tipično slovenskega? Vsaj krajinsko klobaso, recimo. No, take restavracije jaz v Beogradu še nisem našel, pa mislim, da res niti ne obstaja. Verjetno bi potem že kaj slišal, če bi bila. Ne, ni, seveda se pa mi, pravim, veliko sem v tem najinem pogovoru omenjal društva Slovencev, ki delujejo torej že od leta 1997, društvo Kredarica iz Novega Sada. Torej v teh društvih se potem trudijo, da bi torej približali jezik, slovensko kulturo in skozi to slovensko kulturo tudi delček kulinarike. Tukaj v teh društvih je veliko članov, članic, ki potem skrbijo tudi za ta kulinarični del. Moram reči, da vsako leto zdaj že tradicionalno poteka tudi neko tekmovanje v peki potice.
Zdaj, potem je pa to na nekem društvu, ne vem točno v katerem že, potem katero društvo si je to zamislilo, ampak tisto društvo, ki organizira ta festival, potem organizira vsako leto tako tekmovanje in potem iz vseh društev prinesejo potice in potem tam okušajo in potem ocenijo in razglasijo najboljšo. Potem tudi na vseh teh prireditvah, ki se dogajajo v slovenskih društvih, je večkrat poskrbljeno tudi za kulinarične užitke, torej po kakšnem predavanju, po kakšni prireditvi je potem vedno na mizi nekaj slovenskega, torej tudi kranjske klobase, kot ste rekli, ja. In slovensko vino potem in tako naprej, ne. Tako da predvsem v društvih sem opazil, da je to še kako živo, da bi pa bila res kakšna tipična slovenska restavracija v Beogradu, pa ne bi vedel, oziroma mislim, da je niti ni, no. Sicer bi že kaj slišal, če bi bila. Boštjan Božič z lektorata na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu, seveda drugače iz Centra za slovenščino kot drug tuj jezik. Lepa hvala, Boštjan, za tale prijeten pogovor, da ste nam predstavili utrip življenja v Beogradu skozi seveda vaše oči, vidik Slovencev. Bojda po nekih podatkih imam je v Beogradu živi okrog 2000 Slovencev. Ne boste mogli pozdraviti vseh, ne? Ampak seveda pozdravite tiste, s katerimi ste skupaj, pošiljamo iz domovine lep pozdrav, tudi iz oddaje Brezmejno. Še enkrat lepa hvala za pogovor in za predstavitev. Ja, hvala tudi vam, najlepša hvala za povabilo in lep pozdrav iz Beograda.